Veš, kaj je skupno vsem najbolj natrpanim urnikom? Filter, en taki preprosti filter, skozi katerega gre vse naloge, ki potem pristanejo na našem urniku. In v tej epizodi s tabo delim 10 vprašanj, ki si jih je fajn sestaviti, preden naloga, katerakoli naloga, pristane na tvojem urniku oziroma delovniku. Hej, dobrodošel, dobrodošla v podjetniškem podcastu Legendarni, ki je namenjen vsem, ki želite svojim delom pustiti trajen pečat in ustvariti več kot le uspešen posel. Če se še pa ne poznava, moje ime je Maja in podjetnikom in podjetnicam pomagam pri gradnji brenda, vse od postavitev temeljev celostne grafične podobe, spletne strani, ki konvertira obiskovalce v stranke in rasti in razvoju brenda. Preden pa grem še na vseh teh 10 vprašanj, bi te rada samo povabila, da če še nimaš sistema, ki ti pritegne pozornost pravih idealnih strank in jih potem naravno vodi v nakupa, potem obvezno poglej spodaj pod tem videom, kjer bom postila en poseben link in pa opis, zakaj gre. Zdaj pa gremo torej v samo epizodo oziroma na teh 10 vprašanj, ki si jih je fajn zastaviti, preden kakršna naloga se znajde na tvojem oziroma tudi mojem koledarju. Zdaj, fajn se je najprej zavedati, da je čas največja dobrina, ki jo imamo. Ni denar in ni nič drugega kot čas, ker čas je edino tisto, kar v bistvu ne moremo ga narediti več. In ko ga enkrat porabimo, je to, a ne? Denar je malo drugače, ker lahko kot podjetniki in podjetnice ga zmeraj ali zaslužimo, tudi če ga porabiš, ga lahko spet zaslužiš ga lahko več in tako naprej. Tako da mogoče samo en razmislek oziroma opomnik, da je čas res največja dobrina, s katero razpolagamo. In kam ga investiramo, se odločimo popolnoma sami. Tudi če imamo kdaj občutek, da nimamo te svobode, je fajn, da se ustavimo in se mogoče nalijemo čistega vina ali pa čaja ali pa vode, a ne? Da tudi če se nam ne zdi, da nimamo te moči, jo definitivno imamo in se mi odločamo, kam bomo investirali svoj čas in ali nam je ta investicija tega našega časa res dovolj dobra oziroma nam prinaša tisto, kar si želimo, a ne? Včasih bomo svoj čas investirali tudi v to, da bomo ležali na kavču in gledali Netflix par urc in če bomo rekli, okej, to je moja investicija časa, s katero sem zadovoljen, zaradi tega, ker so se napolnile mi baterije, sem se sprostila in tako naprej, je to seveda tudi super. Ampak fajn je, da v bistvu to delamo čim bolj zavestno, kam investiramo svoj čas in pa če smo z investicijo tega tudi zadovoljni. Zdaj, včasih se zgodi, a ne, da v našem delovniku, koledarju ali pa na naši to-do listi se znajde ogromno nalog. In ene so seveda tiste, ki so nujne, ki jih bomo naredili in tako naprej, veliko pa je lahko takšnih, ki mogoče niti ne rabijo biti narejene ali pa jih lahko delegiramo, avtomatiziramo in tako naprej. In včasih je tudi vprašanje, okej, kako zdaj to identificirati, a ne? Kako določiti, katera naloga naj gre v moj delovnik oziroma katera naloga sploh ima prostor oziroma je vredna, da vanjo investiram svoj čas in pa seveda delo. In zato sem pripravila 10 vprašanj, skozi katera želim, da zdaj tudi gremo. In sicer prvo vprašanje, ki si ga je fajn, da si ga zastavimo, je, ali me pripelje ta naloga bližje do mojega večjega cilja. Če si zastaviš ali na začetku leta ali na začetku meseca, kakorkoli, verjetno imaš neke cilje, kamor si želiš sploh v poslu priti. In fajn je, da se torej vprašamo, okej, je zdaj ta naloga, ki jo imam, ali pa ta priložnost, ki je mogoče prišla od nekod, pripelje bližje do tega cilja. Če je odgovor da, potem seveda lahko gremo na naslednje vprašanje, če je ne, potem mogoče niti ni tako smiselna. Drugo vprašanje, ki je zelo pomembno, je, ali ta naloga gradi prepoznavnost, dohodke ali pa učinkovitost. Vsaj eno izmed 3 ali pa idealno 3. Jaz, ko delamo z legendarnimi, potem vsak projekt, ki se ga recimo lotimo, načrtujemo, je moja vizija oziroma ideja, da probamo ga spiliti tako daleč, da pokrije vse 3 stebre. Torej, da z njim gradimo prepoznavnost, učinkovitost in pa dohodke. Kaj to pomeni? Prepoznavnost, torej, da pridemo pred novo publiko, dohodke, da mogoče od česa tudi zaslužimo, a ne? Se pravi, tudi če razpišemo mogoče nekaj brezplačnega,
Lahko imamo, recimo, če imamo brezplačni webinar, je lahko mogoče za doplačilo, da dobijo pa še zapiske, a ne. Pač, da je neka opcija, kjer lahko zaslužijo. In pa učinkovitost, to pomeni, da če bomo zdaj to naredili, mogoče bomo lahko to večkrat uporabili, ali bo pa pač ta projekt kot neki zimzeleni sistem, ki bomo ga lahko pač, ki bo zimzeleno tudi deloval. In če je to webinar, mogoče bomo potem dali na voljo recimo posnetek tega webinarja v zameno, da se nekdo prijavi na našo mailing listo, potem pa lahko kupi še te zapiske in tako naprej. In to je v bistvu lahko en taki projekt, ki potem gradi vse 3 stebre. Tretje vprašanje, ki je fajn, da si ga zastavimo oziroma pomislimo na njega, je potem, okej, zdaj, če to naredim, spada to v 20% dela, ki prinaša 80% rezultatov. Torej, kaj to pomeni? To pomeni, da moje delo je to, se pravi, če je nek to večji projekt, ali to spada v res tiste pomembna dela, ki mi bo potem prineslo 80% rezultatov. Če da, potem seveda verjetno je zelo smiselno, da se tega lotiš, če ne, pa je mogoče za razmisliti, ali je vredno investirati svoj čas v kaj takšnega. Četrto vprašanje je potem, a je to res potrebno, da je narejeno, ali je samo fino, da bi bilo. A ne? In pa ali to hrani moj ego oziroma strah. A ne? Velikokrat podjetniki pa podjetnice, mogoče tudi nezavedno, imamo strah pred tem, da če bomo, ne vem, nekaj naredili, bomo potem preveč prepoznavni, pa bojo potem, a ne, nas je tega strah, ali pa kaj bodo oni rekli, da se, ne vem, kaj bojo družina rekla, če se preveč izpostavljam, a ne, in tako naprej. In mogoče zaradi tega lahko svoj urnik napolnimo z nekimi taski, ki v resnici ne prinašajo nekega rezultata, ampak nam samo napolnijo urnik, a ne. Zato je fajn, da se tukaj res vprašamo, a je to res nujno, da je narejeno, ali je samo fino, da bi bilo. Ker če je fino, potem ni nujno, da je sploh narejeno, pa lahko zbrišeš, delegiraš, mogoče celo avtomatiziraš, če je to nekaj, kar se ponovno pač vedno znova ponavlja, recimo na tedenski ravni ali pa kaj takšnega. Vprašanje peto je, ali me to, kar želim, me to prežiga, me to polni, mi je to ful dobro, da bi naredila, ali je to nekaj, kar me bo izčrpalo. A ne? In glede to je v bistvu lahko en taki zelo, zelo velik pokazatelj, da veš, v katero smer sploh želiš iti, oziroma da sploh dobiš eno usmeritev, ali je to nekaj, kar je res potrebno, zdaj, če te prazni, če ni potrebno, mogoče niti ni smiselno, da se tega lotiš oziroma v to investiraš svoj čas. Šesto vprašanje je malo podobno, kaj pravi moj občutek v telesu. A ne? Če si zamisliš, da zdaj moraš to nalogo narediti, kaj se v tvojem telesu fizično zgodi? A so to neki metuljčki, pa je vznemirjenje, pa komaj čakaš, ali je to tista teža, še to moram narediti. Glede na to ti tudi lahko pomaga pri odločitvi, ali se tega lotiš ali ne. Sedmo vprašanje je potem, če bi recimo imel ali pa imela 10% ali pa 30% manj energije, bi še vedno želela to nalogo narediti ali pa ta projekt se lotiti, a ne. Zdaj, tudi če si manj energije, pa še te vedno prežiga, potem je seveda to lahko eden super znak, ki ti pomaga se odločiti, ali želiš v to investirati svoj čas ali pa ne. Osmo vprašanje je, ali torej zahteva moj čas, ali bi to lahko naredil kdo drug, lahko je to ali asistent, ali pa tudi umetna inteligenca, mogoče ti ChatGPT ali kaj takšnega, ne. Če imaš recimo neko nalogo, da moraš narediti neko raziskavo ali pa poiskati neke linke, to mogoče niti ni nujno, da ti narediš, a ne. Mogoče lahko to delo predaš umetni inteligenci in potem samo preveriš podatke, na primer, a ne. In velikokrat si tudi tako lahko seveda zelo, zelo pomagamo in prihranimo ogromno časa. Deveto vprašanje, katero stvar bo ta obveznost izrinila iz mojega časa. Zdaj, vsi verjetno vemo, če imam 24 ur, a ne, ga imam jaz, ga ima Beyoncé, ga imaš ti. Če torej želiš narediti nekaj, kar mogoče prej ni bilo na urniku ali pa je, kaj to pomeni, čemu pa se posloviš, a ne, ker ne moremo narediti v istem času torej več stvari, isto minutko, a ne, torej kaj bo potem izrinjeno iz tvojega urnika in če ti je to tudi okej.
A ne? In deseto, mislim, da najbolj pomembno vprašanje pa je, če to ni hell yes, potem je vedno no, je ne. Okay? Torej, kaj to pomeni, da če imaš v mislih nek projekt ali pa če imaš v mislih neko nalogo večjo in če iz vseh vidikov telesno, miselno ne rečeš, ja, to pa si želim, potem je najboljše, da je odgovor vedno ne. To je v bistvu en taki nasvet, ki sem ga našla v knjigi Essentialism. To je recimo en nasvet, ki sem ga našla v knjigi tale Essentialism in je super knjiga, če koga zanima, toplo priporočam in je ful fajn in hiter odločevalec pri tem, ali rečeš ja ali ne. Sploh recimo, če dobiš na kakšno vabilo, da, ne vem, da predavaš na kakšnem dogodku in kaj takšnega in da razmišljaš in se ne veš odločiti, je to pravilo zlata vredno, da takoj sprejmeš odločitev. In če ni ja, totalno ja in te prežiga, rečeš pač recimo ne. Tako da, to je 10 vprašanj, upam, da ti pomaga. Ne pozabi, torej spodaj pod videom bom postila tudi eno tako posebno povabilo, kjer lahko narediš svoj sistem ali pa ga izpileš, če ga že imaš, pa ti ne deluje, tak, ki pritegne torej prave idealne stranke in jih naravno vodi v nakup. Tako da, vabljen oziroma vabljena, uživaj in se vidimo. Hvala za tvoj čas in pozornost. Če ti je bila epizoda všeč, te vabim, da se naročiš na podcast na najljubši aplikaciji, kjer poslušaš podcaste in tako ne zamudiš naslednje epizode. Vesela bom tudi povratne informacije, kako ti je bila epizoda všeč in česa si želiš več. Hvala ti in naredi si čudovit dan.